Kakšni so občutki, ko ste dosegli še drug rekord? Ja, nič super, vesela sem. Vesela sem, da je vsega konec, vesela sem, da je obema z nama z Alešem uspelo to, kar sva si zadala. Kaj je bilo bolj naporno? Zdržati 12 ur enakomernega tempa ali 1 uro goniti na polno? Mislim, težko primerjam, ker je pač vsaka stvar je bila svojevrsten napor, ne. Tu, na primer, pol ure je res ono, ko te začnejo že noge peči, ne, in ko čutiš, da te začne zmanjkovati, pa moraš še vseeno držati, ne, je težko, tako kot je tudi 12 ur težko, ker je pač daljši čas, ne. Tam sem se še tudi z slabostjo borila, ampak se pravim, ko pa je konec, ne, pa tako vse slabo, tako pozabiš, pa si samo vesel, da ti je uspelo. Kaj pa zdaj, mogoče že načrtujete kakšen drug podvig? Zaenkrat bom pač se malo bolj posvetila treningom zunaj, da odpeljem kakšen daljši rekreativni kolesarski maraton. Mogoče bi rada tudi kakšen triatlon probala, za kakšne malo bolj ekstremne podvige pa še bom ziher našla kaj čez nekaj časa. Hčerka vam je za rojstni dan podarila rekord v kolesarjenju na 12 ur. Kako vi kot mati gledate na tak podvig? Ja, mislim, da je to eno najlepših daril, čeprav moram reči, da na začetku nisem bila navdušena, ker vem, kaj to zahteva vse skupaj, ampak podpora je bila seveda na naši strani. Vas je bilo kaj strah, da Tina ne bi zmogla? Ne, mislim, da to so bila kar 1 leta dobrih priprav, tako da sem bila prepričana, ampak vedno se lahko najde in kakšna tehnična težava in tudi na koncu zdravje lahko zataji. Tako da sigurno nikoli nisem, ampak bili smo pa prepričani in verjeli smo v njen uspeh. Kako pa boste proslavili oba rekorda? Ja, zdaj bomo malo mirovali, tako v neki vsakdanji tempo, v soboto bomo pa pripravili kak piknik, taki spontani in počasni, brez rekordov. Moramo se še z Alešem dogovoriti, da bomo to skupaj počeli.